Lepo pozdravljeni, sem študentka Doba fakultete in v naslednjih nekaj minutah vam bom predstavila virtualno učno okolje Blackboard, ki mi omogoča, da lahko študiram res kjerkoli in kadarkoli. V okolje vstopam z geslom, ki sem ga prejela ob vpisu na fakulteto. Na vstopni strani se mi najprej prikažejo vse povezave do predmetov, do katerih imam dostop. Eden od tako imenovanih predmetov so tudi pomembne informacije za študente. V pomembnih informacijah za študente dostopam do e-referata, kjer si lahko naročim kakšno potrdilo, do e-indeksa, kjer spremljam svoje ocene. Hkrati pa imam v pomembnih informacijah tudi dostop do celoletnega urnika, do navodil, pravilnikov in obrazcev, ki so mi v pomoč in podporo pri upravljanju študijskih obveznosti. Kot primer posameznega predmeta si oglejmo predmet poslovno komuniciranje. Predmet poslovno komuniciranje poteka 4 tedne in ob začetku vsakega predmeta si najprej natisnem študijske aktivnosti. Predvsem zaradi tega, da si lahko natančno splaniram čas, ki ga bom potrebovala v tem mesecu za študij in lažje usklajevala svoje družinske in pa službene obveznosti. Kot vidite, so te študijske aktivnosti zelo natančno napisane, torej, kaj je moja naloga tega tedna in dokdaj jo moram oddati. Pa si poglejmo te študijske aktivnosti še malo bolj natančno. Vstopimo v prvi teden, kjer so nas študente čakale 3 naloge, in sicer 2 individualni nalogi in pa 1 projektna naloga, ki smo jo naredili skupaj z timom. Ena od individualnih nalog je bila, da smo si študentje morali ogledati posnetek oddaje Piramida in analizirati besedno in pa nebesedno komuniciranje vseh 3 retorikov. Pri tem smo si seveda pomagali z gradivom. Gradivo pri posameznem predmetu si lahko natisnemo ali pa ogledujemo preko spletne strani. Kako sem bila uspešna pri tej nalogi, pa lahko vedno pogledam tudi pri mojih ocenah. Študentje tekom predmeta največ komuniciramo v forumu. In sicer imamo vedno odprt splošen forum, kjer imamo največkrat navodila od mentorja, ki nas spremlja tekom posameznega predmeta, čajnica, ki je namenjena naši neformalni komunikaciji, in pa forumi posameznih nalog. Študentje pa imamo omogočeno tudi komuniciranje preko klepetalnice, preko elektronske pošte in pa preko programa Vimbo Pronto, ki je nekako podoben Messengerju. Del vsakega predmeta pa je tudi kabinet nosilca predmeta. Tukaj imamo podatke o tem, kdo je nosilec predmeta in njegove kontaktne podatke. Z nosilcem predmeta ponavadi komuniciramo ali preko elektronske pošte ali preko govorilnih ur, na katere se prijavimo posebej. To je bilo na kratko predstavljeno virtualno učno okolje Blackboard, ki mi resnično omogoča, da lahko študiram kadarkoli ali dopoldan, popoldan, zvečer ali čez vikende in pa seveda kjerkoli, če tudi na počitnicah ali na službeni poti.